Živjo, sem Matej in poslušate 7. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Ano Pavec, ženo in mamo 6 otrok, ki pa ni čisto navadna mama. Poleg materinstva je v sebi namreč odkrila tudi poslanstvo pomagati drugim mamam. To poslanstvo je v sebi odkrila po prvem porodu, že prej pa se v njeni zgodbi vidijo nastavki, predvsem zato, kako bo to počela. Pozor, to ni le zgodba o tem, kako biti mama, zgodba o materinstvu. To je zgodba, ki je lahko zanimiva tudi za nas moške. To je zgodba o usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Zgodba o dilemi, s katero se srečuje večina tistih, ki imamo družine. Namreč, zdaj, ko so otroci majhni, mora biti družina na prvem mestu in goreči grmi lahko nekoliko počakajo. Sam se absolutno strinjam s tem, da dokler so otroci majhni, mora biti družina na prvem mestu. Ne strinjam pa se s tem, da lahko goreči grmi nekaj časa počakajo. Mislim, da se s tem ne strinja tudi tokratna gostja. Pa gremo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Ana. Živjo. Meni si dragocena kot prijateljica, tudi širše družbeno si mi dragocena kot voditeljica v tistem pravem pomenu besede. Danes imamo krizo vodenja na nek način, ker vodenje z močjo ne gre več, ti pa vodiš na ta sodoben način, z vplivom, s premisleki, s podporo, z izzivanjem, z vizijo. Pa me najprej zanima, kdo si osebno, geografsko, poslovno? To me že čisto na začetku izzove, ker ko doma pometam, se čisto nič voditeljco ne počutim. Rodila sem se na Štajerskem, potem odraščala, tudi v srednjo šolo sem hodila v Celju. V Ljubljano sem se odpravila na študij in tam sem našla tudi svojega moža. Sedaj pa živimo v Cerkljah na Gorenjskem. Z možem imam 6 otrok in od rojstva 3. otroka približno imam tudi svoje podjetje, ker sem po poklicu prevajalka. Sem pa že marsikaj počela. Med drugim sem spletno stran odprla in sem vsa leta pisala različne prispevke, krajše, daljše. Pa prevedla sem kar nekaj knjig, predvsem za založbo Družina. Ampak nekako najbolj poznana si pa po tem, da veliko pišeš in tudi nudiš različne oblike podpore drugim mamam. Pa me nekako zanima, kaj je problem, ki ga ti s svojo dejavnostjo rešuješ? Če bi morala vse svoje dejavnosti ali pa v bistvu različno vprašanje, ki se me dotikajo, spraviti na isti imenovalec, je to vprašanje, ja, gospa, kaj ste pa mislili? Torej, in v nosečnosti, in pri porodu, potem pri dojenju, pri vseh težavah, s katerimi se mame srečamo, in izrazimo svojo stisko, se mi zdi, da pride to na plano. Tak tipičen primer bi bil pri porodu epizotomija, to je nujno, da pač, ja, kako ste pa mislili, da boste rodili pač brez tega, brez neke poškodbe, Potem pri dojenju tudi, ja, pač ene nimajo mleka, pač se noben ne poglobi v težavo, ki jo dejansko mama ima, In tudi zdaj, recimo, pač to usklajevanje vseh teh različnih vidikov, ki ima veliko žensk že odprej težave z usklajevanjem poklicnega pa družinskega življenja, kaj šele v tem času, ko je toliko potencirano pač odgovornost, se mi res to vprašanje zdi čisto neupravičeno. Tako kot da kompliciramo, si zmer hočemo nekaj olajšati, kar se ne da olajšati. Materinstvo se ne da olajšati. S tem se globoko ne strinjam. A prav razumem, da ta stavek, gospa, kaj ste pa mislili, odraža to, da smo del enih sistemov in da pač je treba iti s sistemom naprej, znotraj tega pa velikrat ni občutka za individualne potrebe in specifike neke mikrocelice. Ko izraža, ta stavek izraža to, da se z mamo pač ni vredno ukvarjati, ona mora sama nekako splavati, Če ne zna splavati, je to sama kriva in tudi sploh, kaj se je pol to podala, tudi ne zasluži si, da sploh ima otroke, Po drugi strani pa
od sebe odrivajo to odgovornost, ki jo pa naj bi imeli, a ne. Vsi ti akterji, ki bi naj mamo podpirali pač pri njeni poti, a ne. Šol za materinstvo je nekaj, ampak niso zelo obsežne in si dostkrat na čistini. Težava je najbrž tudi to, da se te vzorci nekega ustaljenega pametnega ravnanja pa ne prenašajo, ne med generacijami, ne med sosedami. Ja, dojenčka velikrat prvič vidimo šele, ko imamo svojega, a ne. Oziroma vsaj to vsakodnevno skrb za dojenčka, a ne. Da bi videl, kaj je normalno, kaj je pogosto, kaj je neki čist del v bistvu enega vsakdanjika. Ampak ti si začela malo s temi dojenčki, ne, s porodom, pa to zdaj si pa nekako veliko širše že upeta v materinstvo, se mi zdi, ne. Tvoje teme so bile porod najprej, zdaj so pa širše, ne. V bistvu, ja, v tem... Ker zame si postala zanimiva šele zdaj, ker nisem nikoli še rodil, ne. Ja, razumem. Ampak tako je organsko pač rastlo to, a ne. V bistvu tega sploh ne morem razložiti, če ne razložim tudi svoje poti tako nasplošno. Ko se mi zdi, da že celo življenje je tako, da ko me nekaj blazno potegne v bistvu iz okolja, neka pobuda, neka stvar, no, da se tako polno odzovem. No. Recimo v otroštvu je to bilo šola, pa glasbena šola, a ne. Se mi zdi, da sem se res... Vržeš se not, ne? Ja, tako res, ja, v vodo skočim, a ne, kjerokoli pač zagledam, dosti mikavno pred sabo. Ja, in včasih tudi to begalo, ne, ta raznolikost, zanimanj pa talentov, ki sem jih imela, ker se nisem znala osredotočiti samo na eno ali pa se skrčiti samo na eno področje. Tudi sem doživljala, pač, ker sem bila kar dobra, no, pač na večjih področjih, da so bili recimo mentorji ali pa učitelji kar ogorčeni, skoraj ljubosumni tudi na moja druga področja udejstvovanja. Ampak sem ravno s tem tudi, v bistvu z njihovimi odzivi začutila, da moram slediti temu, kar pač je v meni, a ne. Da se ne morem prilagajati pač tem zunanjim pričakovanjem. To se mi je zgodilo v glasbeni šoli, pri slovenščini, pri matematiki, pri večjih stvarih, no. Se pravi, si bila na nek način že ves čas nekako politočkovno talentirana, ne, in si videla goreče grme na zelo različnih hribčkih. Ja, tudi za študij sem se zelo težko odločila, ker me je to področje zanimalo in potem sem izbrala sistem, da sem razpis za študijske smeri proučila tako, da sem se odločila, kaj ne bi. In potem so mi ostale 3 stvari. Psihologija, socialna pedagogika pa prevajalstvo. In potem sem šla, res to je Sveti Duh pripomogel k temu, da sem šla k domačim z tem vprašanjem. Te 3 stvari so prišle v ožji izbor, kaj pa vi mislite? Ne spomnim se drugih trenutkov, da bi tako odprto in tako v bistvu neobremenjeno pristopila, no, do domačih, da bi dejansko jim dala možnost, da tudi... Da bi šla po očetovski materinski nasvet, ne? Ja, da bi mogočno vplivali v bistvu, ne, na mojo odločitev. In tako me gledajo, rečejo, pa kaj pa je tu za razmišljati, mislim, ti že od nekdaj tako knjige, pa branje, a ne, tako imaš rada jezike in tako naprej. Normalno, da prevajalstvo, ne, ni kaj za razmišljati, tako, in sem tako presenečena. Wow. To pa je, res vloga staršev je tako, da imamo en tak neobremenjen pogled, ki pride iz nas neracionalno na nek način, ne. Ti si zdaj tako rekla, da so ti rekli neracionalno, pa saj logično, ne, mislim. Ja. Ker, a ne, ko sem se recimo tako distancirala od vseh stvari, s katerimi sem se v tistem obdobju napolno ukvarjala, ne, recimo v 4. letniku gimnazije mi je bilo zelo pomembno, da dokončam glasbeno šolo, v bistvu dolgoletno glasbeno šolanje na en tak res slovesen način, tako da sem organizirala 2 samostojna koncerta, a ne. In bi lahko, a ne, si ti gre klavir, a ne, to si dobro, zakaj ne greš to, a ne, lahko bi spet v bistvu doživela ta zunanji pritisk, a ne, pa ga nisem, a ne, zato sem ful hvaležna. So prepoznali v tebi na nek način tisto, kar v tebi ves čas že vibrira, ne, te knjige, ne? Čeprav zelo dolgo nisem tudi sama sebi v bistvu to dovolila, no, da bi res sledila temu, no. Tudi, ko sem se po rodu svojih otrok začela ukvarjati s temi materinskimi temami, si zelo dolgo nisem sprevidela in si tudi nisem priznala, da me v bistvu bolj kot to praktično, ta praktična podpora mamam ne priteguje to kot samo pisanje ali pa razmišljanje o tem, a ne, ker to ni toliko
učinkovito, ker se zdi, da nič ne dam, nič ne naredim konkretnega, ne? Ampak časoma sem videla, da tudi to ogromno malo pomeni, ne? Če nekje preberejo v bistvu besede nekoga, ki jih razume ali pa vabi, no? Da naredijo kakšen korak naprej. Kakšni so potem bili ti tvoji goreči grmi? Se spomniš še kakšnega posebnega doživetja v otroštvu, ki te je nekam vlekel v to smer ali pa tudi v kakšno drugo? Ja, to mi je kar tako malo hecno, ne? Ker nekateri mame pravijo, da so od nekdaj vedele, ne? Da bi rade bile mame. Jaz ne morem to zase reči, ne? Kljub temu, da se mi zdi, da je bilo nekako to samoumevno, no? Tako kot otroku mi, da o tem sploh nisem tako konkretno razmišljala. Spomnim se, da sem bila v stiku z otroki in da so mi rekli, ti pa imaš dar, ne, za otroke, to mi je bilo zanimivo. Čeprav o pedagoških poklicu pa res nikoli nisem razmišljala, ne. Tako da v zvezi z materinstvom v bistvu sploh ne vem, bolj se mi zdi, da sem to duhovno pot hodila, ne, in da je s tem se poglabljal pač moj odnos do Boga in s tem, ko se je poglabljal pač moj odnos z Bogom, sem tudi ljubezen v bistvu začutila do bližnjih svojih. No? Tebe je bilo strah biti mama, preden si postala? Je bilo več strahu ali več veselja? Ali? Več veselja, več navdušenja, ja. V bistvu zelo podobno, kot sva prej govorila, ne, da če zagledam vodo, ne. Z možem sva se poročila 2007, jaz sem bila še v 4. letniku faksa in ko sva se pogovarjala, kdaj bi imela otroke, je Boštjan rekel, da bi jih imel takoj, a ne, da on ne bi čakal. On je 5 let starejši od mene in je bil očitno pripravljen in jaz sem tako v bistvu sledila. Sem rekel, če je on pripravljen, zakaj jaz ne bi bila, ne? Tako, čeprav to res, tako racionalno to ni bilo, ker pač sem še vseeno mogla fakt zakončati, pa v bistvu sva se preselila, poročila, mislim, takoj sem zanosila, prav se pohvala, Boštjan na poročno noč. Tako da je to bila res velika sprememba, no. Pri teh gorečih grmih so ostala? Če bolj v zgodnje otroštvo pač posežem, so bili taki momenti, recimo pisanje dnevnika, to se mi je zdelo zelo pomembno in sem tudi bila zelo jezna, če mi ga kdo prebral. In pa tudi že res v prvih letih osnovne šole sem tako čutila, da bi s temi dnevniki rada tako večjo stvar napisala. To se mi zdi res zanimivo, no? Da sem imela že v bistvu kot otrok tako ambicijo, ki je čist me je presegala. No? V bistvu še zdaj nisem nič tak konkretnega dokončala, nekega dela, ampak to ambicijo imam pa že zelo dolgo. No? Potem zelo simpatično se mi zdi na faksu, jaz sem veliko bolj bralni pa pisni tip, in v tujem jeziku ustno izražati se mi je zdelo res težko. In smo to ogromno počeli na faksu in pač zmer sem zmrznila. In enkrat smo se pri nemščini pogovarjali o prihodnosti in je profesorica se odločila, da bo mene vprašala, kakšna se zdi moja prihodnost meni. In jaz začnem tako, meine Zukunft ist abstrakt. In takrat so vsi planali v smeh, ker cela skupina se mi začela smejati z učiteljico vreta. Jaz ko jih gledam, kaj sem sploh toliko smešnega povedala. Jaz resnici ne znam izraziti, kaj bo moja prihodnost. Pa dejansko sem bila takrat recimo 2 leti, od poroke, od zanositve, od vsega tega, kar zdaj živim, ampak meni se o tem ni sanjalo, res. In še zdaj, se mi zdi ta odgovor najbolj smiseln, ker če bi mi kdo takrat povedal, da bom imela 6 otrok in kaj vse bom počela, bi itak ne bi mu verjela. Se mi zdi tudi tvoja drža, dost se ukvarjaš s tem sedanjim trenutkom in... Je pa tak oseben moment na duhovni poti, zelo pomembna prelomnica je bila pa v srednji šoli. Na koncu 2. letnika sem se odločila, kam naj grem na duhovne vaje polet, ta slavna družinina priloga, poletje, duhovno poletje in spet sem šla v zelo podobnem principu, kot pri razpisu, torej kaj mi ni všeč, kaj mi je všeč, no in sem se odločila, nekako najbolj me je pritegnilo pač intenzivno, torej teden intenzivnega krščanskega življenja pri patru Mihu Žužku v Bohinju, v Bohinjski Bistrici. To je bilo spet čist nelogično, out of the blue, res tako. In tudi se spomnim, kako me je sestra prepričevala, ker je bila zelo pri Salezijancih takrat vpeta, zakaj ne grem tja, ne vem, karkoli z njihovega programa, ali koliko bogatega imajo, ne bom pač
tle sem se odločila po svoje. In še zdaj to svojo pot na tiste duhovne vaje doživljam tako kot Abrahamovo potovanje, res šel iz svoje dežele, ne, iz Štajerske z vlakom, sem šla v Ljubljano najprej, 2 uri čakala na avtobus za Boh in prvič sem šla na drug konec Slovenije sama, a ne, z nahrbtnikom na rami. In pojma nisem imela, nič nisem vedela, ne, kje je Bohinjska Bistrica, ne, kje bom našla to župnišče, ne, ampak sem si mislila, da je zraven cerkve in to je s tem bilo vprašanje rešilo. In se spomnim, kako sem se pa približila tej skupini, ki je že tam bila. V bistvu je bilo pretežno fantovska skupina, pa 2 Ani smo bili prisotne na tistem tednu in to mi je tako res, takrat se mi zdi, da sem res osebno doživela Boga. Najbolj me je pa presunilo to, ne, ker sem mislila, kaj bo to, ne, intenzivno krščansko življenje, kaj bomo to počeli, ne. Pa v bistvu nismo počeli nič posebnega, pač hodili smo v hribe, kopali smo se v Bohinjskem jezeru, pogovarjali smo se o ljubezni, o tem klicu, ne, tudi o zakonu, pa o družini, pa družili smo se med sabo, v bistvu čisto prijateljsko in v bistvu res nič posebnega, v bistvu takrat sem res dojela, da je lahko naše vsakodnevno življenje prežeto z Bogom, a ne. Sploh ni treba, da neki mi ne vem kaj, pač molimo cele dneve, sploh ni potrebe. To se sliši res kot tipičen Goreči Grm, ne. Prvič zato, ker si šla sama, ker si šla v eno deželo, ki ti prej ni bila znana, ker se ti je potem zložil, povezal s sedanjim življenjem, ne. Kako ocenjuješ učink tistega tedna, kaj konkretno ti je prinesel? Ne da se ga opisati, ne, ker jaz sem že takrat sklenila, da bom obiskovala to študentsko skupino Maranata, ki je pater Miha Žužek ustanovil in vodil. In tam sem spoznala Boštjana. V bistvu takih vidnih učinkov se sploh ne da izmeriti, ne, ker pač iz tega je se v bistvu rodil moj zakon pa družina. Ne. Ja, ampak najbolj to, kar sem že prej rekla, no, da sem v bistvu, da se gibljem, no, to, a ne, v Bogu živimo, gibljemo in smo, a ne, ker se mi zdaj nedoumljiv, da smo bili recimo v istem dnevu na 2000 metrov, pa smo lahko še isti dan se v Blejskem jezeru kopali, ne, to je meni, mislim, tako, wow, to se da v enem dnevu narediti, ne. To, da so te starši pustili na to, pa da si sama imela dovolj poguma, je bilo to zate normalno ali bilo kaj? V bistvu je bilo dokaj normalno, ker jaz sem že od malega bila zelo samoiniciativna. Tudi recimo ni bilo vprašanja, ko sem v 3. razredu začela v glasbeno šolo hoditi, ki je bila v 10 km oddaljenem kraju. Sem se sama vozila 2-krat na teden z avtobusom, a ne. Brez težav, mislim, tako vse. Sej sem ne zamudila avtobus, ampak večinoma sem pa vse pač sama poskrbela. In tudi, če sem imela luknjo, da sem mogla čakati na avtobus, me je profesorica vprašala, kaj bom počela, pa sem rekla, v park bom šla, ne, tam v Rogaški Slatini je čudovit park za sprehajati se, ne, in pač to mi je bila normalna, naravna izbira, da se gre 10-letni otrok sam sprehajati po parku, čisto normalno. No in potem si tam spoznala moža, bila najbrž še kaj aktivna, kaj si v študentskih letih delala še poleg faksa? V srednji šoli sem imela na omari nalepljen plakat. Imela je odlične ocene, a ni nikoli videla jesenskega listja. Loše je to, imel ta, ima take citate odmevne, ker sem si prav pod vplivom prijateljic v bistvu zadala, da bom še kaj drugega izkusila, kot sem to, da se učim ves čas, pa sem pridna, a ne, v šoli. In na faksu je to ta moja težnja, da to naredim ful razmah doživela, no? Da sem lahko se z najrazličnejšimi stvarmi ukvarjala in takrat sem tudi zavestno dala odnose pred ta svoj akademski uspeh, no. In pač sem se vključila v to študentsko skupino Maranata. Na francoščino sem hodila, veliko sem hodila na plese in tam sem spoznala v bistvu Boštjana pobliže, sem ga tudi povabila na plesne vaje in sva hodila na plesne vaje. Ja, tako da s kolesom nisi pa nekih aktivnih vlog imela, da bi bila, ne vem, voditeljca na nekih oratorijih ali pa animatorka. Ja, sem bila v župniji, tudi birmanska skupina sem vodila, pa v študentski skupini Maranata je bilo tako zastavljeno, da smo tudi zelo prevzemali te voditeljske vloge. Vsakič je nekdo pripravil srečanje. Angažirali smo se tako, da smo šli recimo pripraviti nastop v dom upokojencev na Poljanah ali pa, ne vem, organizirali izlete različne, tudi kulturno obarvane.
mislim, tako, in tudi pogovarjali smo se o najrazličnejših družbenih temah, tako da to jaz kot veliko angažiranost pač doživljam, da sem sploh začela o ogromno stvarih razmišljati, kad drugače ne bi. Tudi se spomnim, da sem na podlagi tega mojega udejstvovanja pri Maranati, potem na faksu, ko smo mogli nekaj argumentirano v angleščini pripraviti, imela o bioetičnih vprašanjih, ne. In tam pač res sem bila tako pro et kontra, je bil zelo sem bila kako se temu reče? Niste se samo jezika učili, ampak tudi konfrontirali na drugih področjih. Ja, tako. In takrat sem tudi doživela, da me sošolci, čeprav čisto drugače razmišljajo kot jaz in so politično drugače usmerjeni in vse, lahko sprejemajo kot človeka, čeprav sem v bistvu katolik in imam za njih zelo konzervativna mnenja, ne. Sem tako v bistvu zelo pozitivno to doživela, ja. Zdaj pa postavlja pa dva velika koraka najbrž, ne? Poroka pa rojstvo prvega otroka. Kateri je bil mogoče težji zate, na katerega si se prej bolj pripravljala, kateri je bil večji skok v neznano? Ja, absolutno je bil večji skok v neznano materinstvo, ker na zakon sva hodila na šolo za zakon, sva se ogromno pogovarjala in tako mi je bilo čisto se mi je zdelo, da sem pripravljena. Da sem pripravljena, ja. Tudi selitev mi na začetku sploh ni predstavljala težave, ker je bila pač Ljubljana čisto dosegljiva, sem se vračala na faks, dejavnosti, tako tudi nosečnosti sem hodila na eno telovadbo za nosečnice v Ljubljano, a ne, in sem tako ohranila v bistvu to socialno življenje, medtem ko po rojstvu otroka sem res opazila razliko, a ne, koliko življenje mi je dejansko kar se je odrezalo, ne, tako sploh ne morem ga več tako, ne morem več odločati v bistvu skoraj o nobenem vidiku mojega življenja, no, ta totalna razpoložljivost, no, to mi je bil največji izziv, ne, ko otrok zahteva, ne, da sem v bistvu 24 ur na dan, 7 dni v tednu na voljo mu s telesom, s svojim časom, s pozornostjo, a ne, to mi je bil res velik izziv, no. To si doživljala kot neko izgubo ali niti ne, sam kot transformacijo? Ja, kar šok mi je bil, no, na začetku. Tudi zato, ker se mi je zdelo, da je ta moj preskok toliko neopazen za druge, a ne. Vsi drugi so imeli čisto normalno življenje naprej, samo meni se je spremenilo. Torej, mož je hodil še naprej v službo, a ne. Drugi, ki so v Ljubljani recimo ostali, so pač lahko se še videvali in tako naprej, pač jaz sem pa mogla vsak svoj korak zdaj začeti načrtovati. Dokaj zgodaj si tudi rodila in prijateljice še ni bilo še toliko prijateljic z izkušnjami najbrž, ne? Ne, sploh jih ni bilo. Mislim, pač vse mame, ki sem jih poznala, so bile najmanj 3-4 leta starejše od mene, a ne. Tukaj si potem opazila, da ti določene stvari strižejo, da določene stvari niso v redu, se je ta problem, ki si prej rekla, kaj pa vi mislite, gospa, še bolj izkristaliziral. Je bila tle ta točka, kjer se je pa tudi s časoma tvoje še bolj poslanstvo izkristaliziralo? V bistvu sem tako doživela, ne, materinstvo ni brez časti, ne. Ne, vsak te bolj resno jemlje, ne, ko poveš, da si mama, ne. Vsaj sem to tudi pač glede na svoj videz, no, tako zmer so mi imeli za otroka, ne, in potem, ko sem povedala pač, da imam otroke, so tako, wow, ne. Torej, nisem bila brez tega priznanja, ne. Ampak kljub temu sem pa čutila, kako me ogromno ljudi hoče pač nekaj ali dol potlač, no, rečemo na Štajerskem, ne, povedati, no, da pač stroka ima zmer prav, a ne, veliko bolj kot mama, a ne, pa da se moram še marsikaj tako naučiti, no, saj, mislim, čisto priznam, ne, pač moji izzivi so bili, da sem čisto neizkušena recimo v gospodinjstvu, potem pač vsaj na začetku je bila osamljenost kar velika, no, tukaj si pripisujem kar velike zasluge s svojo iznajdljivostjo pa z sposobnostjo navezovanja stikov, no, da sem kar hitro splavala pol iz tega, ker to ogromno mam se mi zdi, da trpi, no, zaradi tega, a ne, ker so osamljene, ker ni okolja, ki bi spodbujalo v bistvu to druženje, pač izmenjavo čisto osnovnih dobrin, ne, mislim, ali pa pogovor, ali pa besed, no. Tako da rešil me je to, da sem zelo hitro šla na podporno skupino za mamice, ki je organiziralo druženje Naravni začetki v Kranju in tam se mi odprl res čist nov svet. Ko sem šla prvič, je Boštjan me vprašal, kako je bilo, pa sem rekla, brez veze. Tako sem se počutila, kot ena najstnica, ki jo pošljejo nekam, tako, češ, to ti bo koristilo pet, a ne, pa ona noče, ne.
Je on poslal, ali kaj? Ja, ne, tako pač to sem si predpisala. Tako moj, ne vem, nadjaz je prepoznal kot to nekaj dobrega zame, ampak ko sem šla, sem ful več pričakovala. Jaz sem mislila pač, da mi bojo povedali, kaj naj zdaj s tem dojenčkom počnem. Končno bom zdaj dobila rešitve za vse svoje težave. User's manual za dojenčke. Ja, in to je še zdaleč ni bilo to. Pač v bistvu tam so bile samo druge mame za svojimi problemi, pa za svojimi dojenčki. In to se mi je zdaj tako. Očitno bo res mogel iti po počasni poti, in to mi ni bilo všeč, res ne. Ampak je bila dobra lekcija, ker gre res čisto vse po počasni poti. Ampak do zdaj v zgodbi nisva prišla še nikamor, kjer bi ti kot mama drugim dajala. Kako se je ta preklop zgodil? Videla sem, koliko jaz v teh podpornih skupinah, pa od vseh ljudi, ki so se aktivno ukvarjali z materinstvom ali pa z vprašanji, ki so za mame pereča, koliko jaz od njih dobim. In me je to začel tako vabiti, na začetku tako nevidno, da mogoče bi pa tudi, v bistvu kot mama lahko jaz tudi drugim pomagala, ker je očitno, da raba še en tak od znotraj pogled v to, Da tukaj zelo težko nekdo korenito pomaga mamam, če nimajo svoje izkušnje, in vsi ti ljudje so imeli svoje izkušnje in to se mi je zdelo. Torej, če jo imam jaz, bom lahko tudi dala. Tudi sem si tako rekla, mislim, ogromno mam poznam, pa nobena, ampak res nobena mi ni nikoli povedala, koliko je to lahko tudi težko. Kako je to mogoče? Kako ne pride to do mladih ljudi? Kako se mi je še pred pol leta ali pa pred enim letom zdelo to na izico, to pa res nič tazga, pač korak na življenjski poti, v resnici pa taka prelomenca, in tak sprememba v načinu življenja, Torej, zdaj se mi nujno premostiti to, da začnemo pač govoriti o tem, da je pač, da pride tudi do stisk, da je to pač v bistvu normalen del družbenega diskurza, ne nekaj, kar pač skrito za zidovi. In potem si prek teh skupin začela dajati? Ja, v bistvu je potem prišlo to, da so Združene naravne začetke organizirali izobraževanje za dule. Mene sicer tako, sem že dvomila na začetku, da bi to bilo konkretno zame, ampak po drugi strani ni bilo nobenega drugega izobraževanja in se mi je zdelo pač, grem zdaj s tem, mislim, zakaj bi se silila v neki čist XY, Ampak vse posod sem v bistvu videla to veliko gibanje, nek tak vznik dejavnosti okrog starševstva. To je bilo pač leta 2008, 2009, 2010, se mi zdi, da od takrat naprej je tako to se začelo v Sloveniji, to Združene naravne začetke je že takrat delovalo več kot 10 let, se mi zdi, ampak so bili pionirji, pa ful tako osamljen otok, ko so res nudili konkretno telefonsko pomoč mamam v stiski, pa različne publikacije pač izdali in tako naprej, ampak da bi pa tako se čutili v družbi, da pač, se mi zdi zdaj, da je res ogromno več virov pomoči na voljo. Takrat je pa tako vse se to začenjalo, takrat so tudi Iskreni net pač začeli, ta starševski portal. Tega niti nisem razmišljal, da je bilo to res zadnje desetletje, da je bilo desetletje sprememb na tem področju. Jaz sem šel tudi s tem tokom, in je raslo skupaj z mano in ja, mogoče res, da je tudi družba veliko napredovala v teh 10 letih. Ful več je teh podpornih mehanizmov, Saj so tudi nekateri dvorezni, Pa bi lahko midva poslovno gledano rekla, da si ujela ta val starševizacije, Ja. Siguran. In tudi, če gledam, sem v bistvu ena starejših blogerk, mama blogerk, čeprav nimam takega dometa, množičnega, ker se mi zdi, da še vseeno pač moja globina me sili to, da pač ne morem toliko na široko nagovarjati, ker se mi zdi pač toliko stvari pač čist plehkih, Ja. Da se ti ukvarjati z brisačkami, Ja, pa z vrstami plenic, pa tako naprej, v glavnem. Ja, to že takrat, ko sem imela prvega dojenčka, so mi zelo hitro ratali dolgočasni ti pogovori o prvem zobku, pa ne. Kaj pa je pol ta globina? To, kako svojo identiteto, pa svoj, ne vem, vsega, kar si navajen, kar si ponotranjo, čez odraščanje, ali pa tudi svoje poklicno življenje, pa v bistvu vse, kar si uskladiti s tem, da si zdaj tudi mama. Ker se mi zdi ogromen takih točk tren tukaj prisotnih. Da v bistvu tako res, da je družbeno pričakovanje, da se moraš popolnoma predati materinstvu, noben pa nič ne pove o tem, kva to zahteva, da se ti popolnoma predaš materinstvo. Pač tudi, če hodiš v službo. Če podeliš kakšno zgodbo, kakšne mame, ki je temu v to past padla. Ni treba, da je lahko tudi izmišljena, ampak tak tipična mama, ki je padla v to past. Uresničevanje pričakovanj in zapostavljanje sebe, čeprav razumem.
Ogromno jih poznam, mislim, pač po elementih, sigurno vsaka od nas, je popustila kdaj družbenim pričakovanjem potem in zadajila v bistvu en tak svoj notranji kompas, kaj naj naredi v tistem trenutku, ne. Pač taka mama recimo pač neha dojiti za tega, ker ji drugi povejo, da nima mleka, Potem, ne vem, pusti jokati otroka zvečer, čeprav se sama joka v svoji sobi, in ne grejo ga potolažiti, zato ker pač se mora otrok navaditi spat. Pa ne govorim zdaj, da so to edine prave poti, torej nikoli pustiti otroka jokati in tako naprej, ampak glavno je to, kar mama čuti, pa zataji. Da se v bistvu to sledi bolj tem pametnim nasvetom vseh okrog nje, kot sebi, na kateremkoli področju. No? To, kar družba izčisti, to, kar družba izkristalizira, kar družba kot nek splošen vzorc predlaga, zakaj je tisto praviloma napačno, te prav razumem? Zato, ker je to vedno lažja pot. To, kar družba skonstruira, je lažja pot za druge. Ker se ni treba s sabo ukvarjati v smislu reflektirati, kaj pa jaz mislim. Ja, tako. Torej, oni sami se nočejo s sabo ukvarjati, pa tudi s tabo ne. Torej, hočejo si olajšati delo, in to si ga najlažje tako, da dajo pač en nasvet. Pri mami pa noben tak nasvet, tak instant ne deluje, ker pač je odnos pa proces. Odnos pa proces, to temeljne zakonitosti, pa sprememba. Sprememba je edina stalnica v materinstvu. In torej, da se sprot učim, pa sprot vidim, kaj je potrebno, kaj je pomembno, kaj je v tem odnosu zdaj najbolj ključno. To sprot izvem. In to lahko samo nekdo, ki vstopi skupaj z mano zdaj v ta moj proces, pa me sliši, pa me razume, ali pa je imel tako izkušnjo, da razume, da sem jaz zdaj šele na poti. Torej, da mi ne daje pač enih instant rešitev, ker to ni nikoli pomoč. To se zdaj sliši na nek način kot konflikt med osebo, ki bi rada skozi sprot se odločala in imela nič prevezanega, in na drugi strani med svetom, ki pa rab za delovanje ustarjene tilnice. Nam paše, da je avtobus skozi 20/7, ne da je enkrat 20/7, enkrat 7:50. Ne? Ja, absolutno. To je tudi zanimivo pri teh poklicih podpore mami. Je ful zanimivo trenje obstaja med tem, da se te ljudje izobražujejo, pa pridobijo neke certifikate, pa imajo neko strokovno izobrazbo, pa tem, da vse ohranijo tisto, kar je pa najbolj nujno, in lahko nudi tudi soseda, izkušena, ljubeča, starejša gospa. To, kar lahko drugemu damo, poslušanje, razumevanje, ne soljenje pameti. Torej, da lahko imaš ogromno znanja v zvezi z materinstvom, ali pa s problemi, ki se mama ukvarja, pa vseeno hraniš to človeško komponento. To se mi zdi najbolj važno. Če te prav slišim, so zdaj prav te stvari, ki so najbolj enostavne, na trgu zdaj tudi zelo veliko vredne. To, da ti nekoga sam poslušaš, si ob njem, si njegov sopotnik ali sopotnica, to se v bistvu dobro prodaja, ker tega skoraj niben več ne dela, čeprav bi mogli vsi po svoje. Ja, drugače obstaja ena knjiga, Whole New Mind, je v angleščini. Ne vem, je že prevedena ali ne. Bolj pomemben koncept je sicer, da v sodobnem svetu ni več važno samo te levomožganske veščine, kot so analiza, sistem, tako to, ampak tudi lepota, empatija, dizajn, vse v bistvu take desnomožganske veščine. Ja, in to se tudi v starševstvu naučiš, ker z otrokom bo zelo težko vse levo možgansko delal, oziroma praktično nemogoče. Torej, da se to povezuje. Na nek način smo levi možganski hemisferi dali preveč prostora in desno mečkam potisnili v ozadje in to nas malo tepe. Ja, in tudi manj je vredna v naših očeh ta desno možganska, za umetnost, za vse te stvari. Pa tudi odnosi, pa empatija. Se mi zdi, pač, da ko sem dala temu prednost, sem tudi pač tako nazadvala statusno. Zdaj ena knjiga nastaja pod tvojimi prsti, ki ima zelo pomenljiv naslov. Mene je navdihnil, pa nisem mama. Naslov je Mama, a še vedno jaz. In jo doživljam kot neko konvergenco vsega, kar si do zdaj pisala. Jaz v tem naslovu doživljam, kot da je nevarnost v tem, da ko postaneš mama, nisi več jaz. Ja, absolutno obstaja nevarnost. To se mi zdi res vsakodnevna past. In vidim jo pri sebi in jo vidim pri drugih. Ne vem, lahko imamo tudi to ženske na splošno eno težnjo ali pa prepričanje, da če bomo dali dosti drugim, bojo tudi drugi začeli nam vračati. Ampak
lahko kar dajemo, pa se nič ne spremeni, nič v dinamiki odnosa se ne spremeni, razen da se drugi vedno bolj razvajajo, vedno bolj so navajeni na to, da jim mi dajemo in pač ni nič od tega, kar si obetamo. No. In tudi v odnosu do otrok se to dogaja. No. Sodobno mamo največkrat odnese to, da pride v vlogo žrtve na koncu. Ko daje, pa ni uslišano v svojih temeljnih potrebah, pride do prepričanja, da pač da nič ne more narediti zase, pa tudi, da jo drugi toliko omejujejo. Ampak to je pa v bistvu največja ovira, ki jo mora premagati, ker na koncu tudi če bojo vsi drugi se umaknili, mislim, res nešteto situacije bilo, ko sem recimo moža nekaj prosila in pa je slednjič res tisto naredil, pa bo še zmerno namen, da jaz ostanem, pa grem uresničiti tisto svojo željo, o kateri sem skozi trobila, da mi jo on odreka. Še vedno tukaj ta moja pobuda, torej v tem jaz ne smem zamreti. Tudi, če so okoliščine dejansko omejujoče, ampak jaz ne smem zamreti v tej svoji pobudi, da bom skrbela zase, pač pa naj bo karkoli od zunaj. A je to konflikt med skrbjo zase pa skrbjo za druge, ali se to da sočasno delati? Jaz mer bolj vidim, da se da sočasno delati. Na začetku sem seveda mislila, da pač moram vedno najprej poskrbeti za otroke, pa šele potem pač pridem jaz na vrsto, ampak ogromnokrat se je pa zgodilo, da sem lahko hkrati zadovoljila njihove in svoje potrebe. In da ko sem to sprejela, pa sem naučila v bistvu to združevati, mi je življenje postalo veliko lažje. Pač čist banalen primer je, pri prvem dojenčku se prav spomnim, koliko sem zmer čakala trenutek, da bom lahko šla v kopalnico pod tuš. In sem ga uspavala in ta otrok je vedno zajokal, glih, ko sem jaz eno nogo že v bano dala, in sem lahko šla ga nazaj uspavati. Pa sem pa ugotovila, da ni treba, da jaz tuširam takrat, ko on spi, ampak ga lahko vzamem sabo v kopalnico, pa on tam brca z nagoritko na tleh, jaz se pa tuširam in sva oba zadovoljna. Mislim, kaj je to problem, tako sploh, dokler nisem tega preskoka naredila, da ne rabim za vsako stvar samoto, ker sem zelo imam potrebo po samoti, to je v bistvu kar moj križ, tudi v materinstvu, sploh v taki polni hiši, kot jo imamo. Ampak ko sem pogruntala, da ni samota potrebna za čisto vse moje dejavnosti, ki so moja potreba, mi je to veliko lažje ratalo. Družba pa temu včasih reče egoizem. Čeprav imaš 6 otrok, si najbrž še zmer lahko podvržena temu, da si preveč egoistična. Si to kdaj doživela? Ali? Aha, da mi drugi rečejo, da sem egoistična. Ja, pač da preveč zase skrbiš. Ja, to kar tako, mislim, ne vem, v bistvu ne vem, reče mi več noben. Ja, ker vejo, da si zdaj v tem v bistvu strokovnjakinja, ne? Ja, pa ne samo zaradi tega, ker se jim zdi, da ona pa že res lahko, se ona pa res doma toliko pestro, da pa je bomo pa res oprostili, ker je zdaj na sprehodu, ampak imam pa še jaz vedno vse to. Mislim, vedno, ko srečam koga, tako sem sem jaz enako upravičena zdaj tle biti na sprehodu kot on. Sama, brez otrok. Pa je to tudi notranji konflikt, ne? Ker najbrž res. Notranji konflikt. V materinstvu je ogromno več notranjih konfliktov, kot kar zunanjih. V bistvu zunanje so samo na najbolj perečih točkah. Torej tam, kar res vidiš, da boš mogel iti v konflikt zato, da boš ene čisto osnovne svoje stvari speljal. Ne vem, telesno integriteto recimo ali pa nekaj taga, da sploh ne gremo v konflikt, če ni nujno potrebno. No, vsaj jaz tako delujem. Kar dosti sva se že ukvarjala s tem, kaj družba misli, da bi mogle mame početi, pa kaj družba misli, da je prav. Zdaj pa me zanima še za cerkev. Cerkev po svoje daje ženski dostojanstvo, po svoje pa tudi cokla. Sploh tisti, ki niso toliko aktivni v cerkvi, zelo veliko opažajo, koliko ste ženske zapostavljene tam noter, ne? Kako jo ti vrednotaš, pa kakšno mesto ji ti kot mama želiš dati? To je kar zelo težko vprašanje. Mislim, tukaj se mi zdi, da sem največ tak prelom doživljala tudi, Če sem prej v Ljubljani šla ob katerikoli uri skoraj k maši, tudi med delovnikom, pa kar naenkrat nisem mogla iti niti takrat, ko sem že načrtvala, ker je pač toliko bilo treba enih pogojev izpolniti, da bi lahko šla v bistvu po to duhovno hrano. V bistvu ta pravila vedenja, pač recimo dojenje v cerkvi je še zdaj tabu, čeprav se je že govorilo o tem, ampak še vedno se nelagodno počutim, recimo. Potem pač otroci bi mogli biti mirni, pri obredu, pa vemo, da včasih zdaleč od tega, da bi bili mirni. Zdaj pa se bolj ukvarjaš s tem, da umiriš otroka, kot s tem, da bi
sam bil mentalno pa duhovno prisoten, pa da bi poslušal, no? Kako v cerkvi taki, ko je, ne? V bistvu dobiti to duhovno hrano. Moram reči, da sem to lažbe, glede cerkve ali pa tudi duhovnosti, dobila veliko več od drugih virov, tako kot samo, če gledam institucijo cerkev, no? Da so recimo mame katoličanke, ki so napisale določene knjige, ali pa, ki so pričevale, no? Da sem prebrala pač kaj od njih, ali pa tudi se pogovarjala z drugimi mamicami, ki jih poznam. Pa to, kar so v bistvu te mame, take revolucionarke, se mi zdijo pač, recimo, dale kakšne dobre pobude. Na nek način, da v tej moški hierarhiji ni bilo toliko empatije do tega, kar je logično po svoje. Ja, v bistvu tako doživljam, da mame cerkvi damo bistveno več, kot je cerkev materinska do nas. Kar je v bistvu mi kar grozen izreč, v bistvu tako res v nasprotju s tem, kar naj bi bilo. Ne, tle si tudi predpostavko, da mama ni del cerkve, ampak da je mama, ki daje cerkvi, pa cerkev, ki daje mami, ne? Sebe si ven postavlja, ne? Ja, zato ker, recimo, predstavljaj si Marijo brez Jezusa, da pride v cerkev. Kako to izgleda? Ne izgleda, ne? Torej, ali se sprejme mamo in otroka, ali se pa nobenega ne sprejme. Ker če mama čuti, da otrok ni sprejet, potem pač tudi ona ne bo. In če ni sprejeta ona v odnosu z otrokom, torej kako ona dela, če je skozi ocenjevana in skozi obsojena in skozi sam si gledajo, kako se zdaj ta družina vede, recimo, potem pač ne moreš čutiti te pripadnosti, čisto preprosto. No. In si zelo želim, recimo, mislim, največji preskok mogoče tudi zaradi svoje mladosti, ali pa iz tega, ker sem šla direkt iz študentskega življenja v zakon pa v družino, to še posebej čutila, ker še včeraj, tako se je meni zdelo, sem lahko pela, plesala, se smejala, v bistvu ta mladinska duhovnost zelo sproščena, zelo spontana, v bistvu cerkev to sprav spodbuja, od koncila naprej. In najbolj smo recimo to doživeli, ko je rekel papež Janez Pavel II, mladi, rad vas imam. Bi se zelo želela, da bi to tudi mame slišale, mame, rad vas imam. Sicer papež sam je že umival noge in poljubljal, doječi mami, To je, meni se zdi revolucionarna podoba. Ampak, če jo vidimo samo na Facebooku, v oddaljenem Vatikanu, pač se meni to ne zdi zadost konkretno, ker pač cerkev bi mogla konkretno ljubezen izkazovati. Marsikaj ne pljuskne v Slovenijo, Tako da tukaj se mi zdi, da imamo še kar dolgo pot, In sploh jaz, ker sem tak karakter, pač tak spontan, se mi zdi, da sem še večkrat pač ta hladen tuš doživela, da nisem mogla biti to, kar sem. Pa ti s svojo dejavnostjo podpore mamam doživljaš, da si aktivna znotraj cerkve, ker pač uporabljaš tudi te termine in ta življenjski stil katoličanke, ali se ti doživljaš, da nisi s tem del neke pastorale ali pa del cerkve? Kako to doživljaš? Da je to čist ločen svet, bolj posel, ali pa neka čisto osebna, ali se dojemaš kot krščansko voditeljico? Na začetku se mi zdi, da sem to ozko krščansko doživljala, tako, ker sem tudi, se mi zdi zelo pomembno, da berem take knjige, in pa sem jih tudi nekaj prevedla v slovenščino, točno takih knjig, torej o krščanskem materinstvu. In sem tudi na začetku pač hotela zelo tako delovati, ampak ne vem, na kateri točki sem pa to začela čutiti zelo omejevalno, Da ne nagovarjam zadosti ljudi. Prvič zaradi tega, ker se zdim nekaterim kristjanom preveč orto, po drugi strani pa v bistvu ne govorim z neko splošno razumljivo govorico, pač pa še vseh ostalih, ki imajo v bistvu iste težave, samo da jih drugače poimenujejo. Se pravi, je to prevajanje zelo pomembno tudi tukaj, Ti imaš prevajalske kompetence, ali si kdaj prevajala iz katoliškega jezika v splošni slovenski? Ja, to zdaj poskušam narediti s to knjigo. Da se ne bi, recimo, ko govorimo o duhovnosti, da se ne bi pogovarjala samo tako, da bi me razumeli katoliki, ampak da bi me razumeli vsi, vse mame, ne glede na to. Zdaj pa, če se proti koncu vrneva še malo na to vprašanje, kako. V svoji bodoči knjigi, katere osnutek kazala sem imel že čast videti, veliko poglavij namenjaš temu, čemur bi jaz rekel self-management, management same sebe. Pa naj govorimo o tem, koliko mesta dati hobijem, kako ravnati s časom, koliko biti odgovorna za urnike, katere pasti so tiste največje, ki se v taki družini čisto konkretno dogajajo, tudi tebi mogoče.
in kateri so tisti pristopi, ki pri tebi, recimo, ali pa pri večini mam, ki imaš stik, učinkujejo, da lahko postajajo še vedno jaz. Pol ure za osebno delo, molitev, tišina, dobro, najbrž vsaka mama najde nek svoj pristop, ampak... Ja, to sem že prej rekla, ne? Torej, če nočem biti žrtev, ne? Zunanjih okoliščin, pa svoje družine, pa ne, teh odnosov, ki jih živim, potem pač moram poskrbeti sama, ne? Za to, kaj počnem, pa kako uravnavam svoje življenje. In absolutno to je self-management, ne? Samo da ima veliko posebnih elementov, pač ker... Mislim, to, ko sem že o tušu recimo govorila, ne, to je pač večina ljudi nima s tem težava, ne. Ampak lahko vse postane problem. Mislim, če povem še en konkreten primer, pač ker dojim, sem zelo žejna, a ne. In po noči pač tudi, ko grem na WC, moram piti, ne. In imamo v kopalnici en kozarček, ki so ga otroci mimogrede začeli uporabljati za igro z vodo, a ne. In ta kozarček v bistvu zginil iz tistega svojega stalnega mesta. Ampak jaz sem potrebovala alternativo in je ful dolgo trajalo, da sem sploh prišla zdaj spet do tistega svojega kozarca, a ne. Prvič so trgovine zaprte, drugič je polno enih mehanizmov, ki mi to onemogoča. V bistvu je en navaden plastičen kozarc prenesti iz spodnjega v zgornje nadstropje. Ampak se mi zdi vsem ključno. Mislim, a sem jaz jezila vedno znova, zakaj ni tistega kozarca tam, ali bom pač v nekem trenutku načrtovala, da ga si tja dostavam. In to se mi zdi res taka banalna, ampak lepa prispodoba za čisto vse stvari, ki jih počnem zato, da mi bojo uspele. Pomemben korak se mi zdaj recimo vnašati take stvari, ki se ne zdijo toliko nujne, pa niso, glih ne bo svet propadel, ne, zaradi tega v koledar, kjer jih vidi tudi mož, pa lahko upošteva, včasih sva imela še isti avto, pa sva se mogla zmeniti, kdo bo kdaj kam šel, a ne. Torej, da so tudi moje stvari prišle na vrsto, da so bile tam zapisane in da niso mogli se kar umakniti, a ne. To se mi zdaj zelo pomemben korak. Potem... Pa se tudi boriti za te časovne... Ja, ampak borba z možem pač to ni glih prijetna stvar, pa tudi za odnos ni glih super, ampak v bistvu stati za tem, a ne. Pa povedati toliko naprej, pa pač mogoče večkrat ponoviti, v bistvu tako, no, en tak čist ljubeča pot do tega, da oba prideva tako brez nekih velikih konfliktov na svoj račun, ne. Potem tudi v bistvu eno tako klestenje nalog, ker imamo zelo, meni se zdi to velika skušnjava, no, da si damo tako, jaz imam kilometrski to-do list, ampak ta kilometrski to-do list nikoli ne bo uresničen v enem dnevu. Da znam presoditi, kaj je danes uresničljivo, kaj pa ni. Zakaj imam energijo tudi, ko sem ta element svoje pripravljenosti za neko stvar unesla, je tudi veliko se spremenilo, no, da, a ne, a imam toliko moči v sebi, da bom to speljala. Torej, da znam se skrčiti, no, v teh svojih ambicijah, ne, rečem, tole bom danes razmišljala in to je zadost. Ogromno mam reče, ne, to sem naredila, ampak še zmeraj nisem zadovoljna, ne, ker prvič si ne damo čisto nobenega priznanja za nekaj, tudi če narediš en korak, ki ga za leta nisi mogla narediti, potem je to uspeh, je bil premik, a ne, da si damo v bistvu za take majhne dosežke, no, priznanje, pa da rečemo, ja, to je bilo dovolj danes, a ne, včasih je minimum dneva, kaj vse je treba narediti za to, da je čisto osnoven dan, da je speljan, je ogromen dela nevidnega vloženega, ne, in torej je v uspeh, če sem uspela pa neko dodatno stvar narediti, no. Včasih so pa možne 3, a ne, ali pa 5. Kako ti to delaš delo na sebi? Knjige bereš, izpolnjuješ kakšne naloge, se navdihuješ, imaš fiksen čas za osebnostno rast? Ja, ogromno preko knjig. In to takih knjig, ki zastavljajo vprašanja, ne, na katere si moraš sam odgovoriti, ne more nobena knjiga odgovoriti namesto tebe. Tega je ogromno, ja, na različnih področjih, torej ustvarjalnosti, sočutja do sebe, tega časovnega menedžmenta, tudi odnosov z otroki ali pa z možem, no, tako res veliko teh delovnih zvezkov sem tudi naročila, si angleških, no, a ne, kaj pač v tujini obstajajo. Revolucija je bila pa zame, ko sem gotovila, da ne rabim drugega, ko pisalo pa zvezek, a ne. Da to, kar jaz zapišem, to ima ogromno moč, a ne. Da če si jaz rečem, wow, ne, danes sem pa to naredila, pa zapišem to, ne. In pol čez teden dni, ko se mi zdi, da sem res totalna nula, preberem to, ne, da sem to uresničila, pa pač tega ne morem preklicati, ne. Je to bilo res narejeno in ni nekaj, kar je kar zginilo v zrak, a ne. Pa smo spet pri mali Ani, ki je pisala dnevnike, ne? Ja,
Moram reči, da je to tudi moj osebni stil. Jaz v vsakih duhovnih vajah v tišini, ki si jih sicer na par let enkrat privoščim, popišem po par 10 strani. Ne. Kako pa za zaključek vidiš tiste oblike podpore same sebi ali pa drugi, ki naj si jih mame nudijo med sabo? Torej, največji korak se mi zdi, ki ga mora vsaka pri sebi narediti, je, da se odmaknem od svojih predstav, kako je samo moja pot edina prava. To se mi zdi ful, no? Da ne bi obsojale pač druge samo zato, ker je drugačna. To drugače pa vsaka mama v bistvu razumljenost, slišanost, pa da se nekdo vzame čas za njo, ali pa tudi, da je pozornost nameni. Da je ta občutek nevrednosti časa drugega, a ne? Da si nekdo vzame čas zame, ali pa da bi mi nudil čisto konkretno podporo, no? Da to je velika ovira lahko pri napredovanju. Torej in za prosti čas, in za poklicne ambicije, za vsako stvar, no? Da nisem vredna, da mi druge pomagajo sploh. Tudi telefonski klic je lahko zlata vreden, a ne? Ni treba, da je vse v živo. Ne? Včasih ti že to dvigne moralo, da zveš, da sploh nekdo misli na te. Ker res velika skušnjava je, da mislim, da sem edina na svetu, ko se mi to dogaja. Ne? Da dobi ta moja situacija take razsežnosti, da sploh ne morem ven pokukati pa videti, da so tudi drugi v istem zosu. In ogromnokrat smo, ne? Čist enake stvari se nam dogajajo, samo da ne vemo drug za drugega. No? Ta pogled čez ograjo, k sosedovi mami, ja. Je zelo dragocen. Ja, res je. Ta pogled čez ograjo obsojamo velikokrat Slovenci, po drugi strani pa ves čas gledamo sosede, če so že kupili boljši avto od nas, da bomo šli mi svojega nadgraditi. Ne. Ana, hvala za tale pogovor. Jaz sem že v času priprave opazil, da delava v resnici zelo podobne stvari. Oba dva veliko piševa, to so danes ugotovila. Jaz poskušam s svojim delovanjem podpirati neke voditelje, zato ker jih po mojem svet zelo, zelo potrebuje. Poskušam odkrivati njihove goreče grme in jim iz njihovih notranjih moči pomagati, da bi se razvili v najboljšo verzijo samega sebe. Tvoj naslov Mama, še vedno jaz, in tudi tale pogovor pa kaže, da točno to isto stvar ti želiš delati z mamami. In hvala ti za to. Z veseljem.